Maja je največji sredozemski otok, velik kot Slovenija. Dežela je presenetljivo zelena, čeprav se nahaja na jugu Italije, ker poleti sonce močno pripeka. Obiskali smo južni del otoka. Tu pa je Caltagirone s svojimi svetovno znanimi stopnicami. Scicli pa je bilo najbolj južno na naši poti. Sledi Noto, ki so ga po potresu na novo zgradili, in za konec zgodovinski Sirakuze. Caltagirone je znan zaradi zgodovinske prisotnosti Arabcev, ki so obdelovali keramiko. Vendar je njegov izvor precej starejši. Našli so številne grške in sicilijanske kovance v prazgodovinskih nekropolah. Nažalost je leta 1693 mesto stresel potres, ki je povzročil zelo resno škodo in uničil številne zgradbe. Z obnovo se je pod novimi umetniškimi usmeritvami razmahnila tudi keramična umetnost. V pečeh so izdelovali vaze z reliefnimi in poslikanimi okraski, umivalnike, oltarne fronte, kipce, zvonike in hiše ter ploščice z verskimi motivi. V mestu je šola keramike in regionalni muzej keramike, ki je edini na Siciliji. V zgodnjem 19. stoletju se je začel razcvet figuralike. Na glini so upodabljali obraze in kretnje navadnih prebivalcev, kmetov, pastirjev, glasbenikov in razbojnikov. A razlog, zakaj je mesto še posebej znano, gre iskati v fantastični mešanici barv in glazur keramike, ki se bohoti vsepovsod. V času rekonstrukcije je Caltagirone ohranil svojo poznorenesančno strukturo, ki ga navpično tvorita stopnišče in korso ter dve vodoravni ulici. Glavna atrakcija mesta je nedvomno 142 stopnic Scalinata di Santa Maria del Monte, ki povezujejo spodnje mesto s starejšim zgornjim starim jedrom. Stopnišče je razdeljeno na 10 sektorjev, ki predstavljajo zgodovino keramike v zadnjih 10 stoletjih. Pokončni del vsake stopnice je okrašen s keramičnimi ploščicami, ki ponujajo alternativo sivemu lava kamnu vodoravnih delov. Na dnu stopnic je čudovita katedrala Sveti Julijan, zgrajena leta 1816 na ostankih cerkve, porušene med velikim potresom. Ima izjemen zvonik s čudovitim kipom Marije z odprtimi rokami dobrodošlice in kupola, ki je v obliki majolke, spominja na barve keramike Caltagirone. Scicli je čudovito baročno mesto v provinci Ragusa. Tik ob Palazzo Comunale je ovalna cerkev San Giovanni Evangelista, katere notranjost je osupljiva zaradi štukatur, okraskov in fresk. Ta cerkev je bila zgrajena leta 1776. Od leta 1918 je cerkev delovala kot panteon, saj je sprejela posmrtne ostanke številnih sicilijanskih vojakov, padlih med Prvo svetovno vojno. Druga stavba, vredna ogleda, je Antica Farmacia Cartia, znotraj Palazzo Spadaro. Zgodovina te starodavne lekarne sega v začetek 1900-ih in v njej je presenetljivo še vedno ohranjeno originalno pohištvo, laboratorijski instrumenti, zdravila in strupi.
Palazzo Beneventano je ena najstarejših in najlepših palač v mestu. Pravi spomenik, ki odlično izraža spektakularen arhitekturni slog, razširjen na Siciliji po velikem potresu. Za balkone palaca so značilne ukrivljene ograje iz kovanega železa. Cerkev San Bartolomeo di Scicli, ki sega v zgodnje 15. stoletje, je v veliki meri zdržala potres leta 1693. V svoji sedanji strukturi stavba kaže jasne poznobaročne vplive. Če ste sladkosnedi, kot smo mi, bi morali poskusiti sicilijansko pecivo ali pa sladoled. Mi smo poskusili granito, ki je nariban led z dodatki, kot so češnje, pistacije, limone in jagode iz okoliških krajev. Postreženo še slaščico rame, ki je značilna sladica Sicilije, predvsem za praznik pokojnikov. Različic piškotka rame je veliko. So take z dodatkom pomarančne marmelade, take s čokolado ali pa z belo čokolado in pistacijevo kremo. Na vrhu hriba nad mestom stoji cerkev San Mateo, ki ponuja čudovit razgled na celotno mesto vse do morja. Po hudem potresu so pričeli z deli za obnovitev stavbe, ki so trajala več kot stoletje, vendar projekt ni bil nikoli dokončan. Cerkev je bila dokončno opuščena leta 1874. Noto je eno od mest, ki je bilo popolnoma porušeno v velikem potresu leta 1693, z epicentrom prav v Notu. Mesto so na novo postavili 9 km južneje. Gradnja, ki je potekala v času sicilijanskega baroka, je trajala kar 100 let. Urbanistična zasnova je predvidevala 3 glavne ulice, vse vedno dobro obsijane s soncem, ki še poudari barvo gradbenega materiala, to je rumenega apnenca. Ulice naj bi bile namenjene 3 družbenim slojem. Na Korzu bi živela duhovščina, v zgornjem delu meščanstvo, v spodnjem pa ljudstvo. Prav zato je toliko cerkva na Korzu. Ob vstopu v Noto vodi pot skozi slavolok zmage. Na vrhu vrat so pes, simbol zvestobe, nazobčani stolp, simbol moči, in pelikan, predstavlja žrtvovanje. Za vrati se prične Corso Vittorio Emanuele. Takoj na desni, na koncu velikanskega 3-rednega stopnišča, stoji znamenita cerkev San Francesco del Immacolata. Fasada je razgibana s 3 baročnimi pročelji. Notranjost je izredno bogata po zaslugi dragocenih slik priznanih italijanskih umetnikov. Levo od cerkve stoji bivši frančiškanski samostan. Pred nami je impozantna katedrala Sveti Nikolo, katere popotresna obnova je trajala 10 let. Še en potres, ki je bil leta 1990, je prizadel Noto. Vendar takrat niso opravili rekonstrukcije in po 6 letih se je sesula kupola s celotno desno ladjo. Na srečo ni bilo žrtev. Nasproti katedrale je Palazzo Ducezio, mestna hiša. Stavba je bila zgrajena leta 1830.
V notranjosti je bogata sprejemna dvorana in na vrhu terasa, s katere je čudovit razgled na mesto. Malo naprej je na desni Via Nicolaci, ulica znana po festivalu cvetja. Na levi strani so še vedno trebušasti balkoni Palazzo Nicolaci, v njej so prebivali knezi Villa Dorata. Baročna cerkev San Carlo je bila zgrajena v prvi polovici 18. stoletja. Fasada je okrašena s stebri in reliefi. V cerkvi je glavni oltar, ki izvira iz leta 1693 porušene jezuitske cerkve. Na koncu naj ogled zaključimo z mestnim gledališčem, ki ima ime po slavni italijanski igralki, ki je bila rojena v Notu. Obisk Sirakuze pomeni odkrivanje 1000 let starega mesta. Na vhodu na otok Ortigia, ki ga z mestom povezuje znameniti most, vas bo pričakal Apolonov tempelj. To je največji in najstarejši grški dorski tempelj na Siciliji, zgrajen v 7. stoletju pred našim štetjem. Nedaleč od tod je Dianin vodnjak, ki ga je Giulio Moschetti s svojim sinom zgradil leta 1907. Ob Dianinih nogah je nimfa Aretusa, ki se je po legendi spremenila v sladkovodni vodnjak na otoku Ortigia. Trg, na katerem stojimo, je eden najbolj atmosferskih v Italiji, z nizom baročnih palač v zaporedju, kot so Palazzo Fermexio, sedež mestne hiše, Palazzo Borgia del Casale in nadškofovska palača. Na desni strani trga je cerkev Santa Lucia alla Badia. Piazza Duomo je eden najbolj znanih trgov na spletu, saj je eden najlepših v Italiji. Obdan z veličastnimi baročnimi palačami je središče civilnega in verskega življenja v starodavnem mestu. Katedrala je izjemen primer poganskega templja in krščanske cerkve hkrati. Stoji na ruševinah templja, posvečenega Ateni, zgrajenega leta 480 pred našim štetjem. Pred nami je velik vodnjak, kjer je naravni izvir sladke vode Aretusa, ki je postal eden od simbolov starodavnega mesta. Po legendi je bila Aretusa nimfa, ki jo je ljubil mladi pastir Alfej, ki pa mu ljubezni ni vračala. Pastir je sledil dan in noč, poln želje po njej. Bogovi so Aretuso in Alfeja spremenili v vodo, ki se je združila na Siciliji, v tem vodnjaku. Alfej jo je našel na otoku Ortigia in njegove vode so se pomešale z njenimi. Še vedno sta tam. In če pogledamo od blizu, lahko vidimo njun brezčasen, tesen objem. To zelenje v vodi je papirus, edini, ki so ga našli izven Egipta. Castello Maniace je trdnjava in grad, ki je dobil ime po bizantinskem poveljniku Giorgio Maniacu. Trdnjava je bila zgrajena na polotoku leto 1240. Trdnjava ni bila samo vojaški garnizon, temveč med vladavino Friderika II. Tudi kraljeva palača. Z otoka smo se vračali ob obali, po sprehajalni poti Lungomare, ki vodi mimo parka s starodavnimi drevesi.
Arheološki park Neapolis vključuje rimski amfiteater, Heronov oltar, grško gledališče, jamo Kordari in Dionizijevo uho, ki je v starodavnem kamnolomu. Grško gledališče v Sirakuzi je bilo zgrajeno okoli leta 470 pred našim štetjem, s kapaciteto 15.000 gledalcev in je bilo največje gledališče v antičnem svetu, v celoti izkopano v skali. Poleg Sofoklejevih in Evripidovih tragedij se je v tem gledališču rodila komedija. Nad gledališčem je umetna jama, Nimfej. Posvečena je bila muzam in iz njegovih lukenj po starodavnih kanalih še vedno teče sveža izvirska voda. Legendarno Dionizijevo uho je umetna jama, obdana z bujnim rastlinjem, vkopana v apnenec, visoka približno 23 metrov in 5 do 11 metrov široka. Njena oblika je podobna ušesu. Jama ima izjemne akustične lastnosti, saj so zvoki ojačani do 16-krat. Po legendi je tiran Dionis tukaj zapiral svoje ujetnike in naskrivaj poslušal njihove razprave. Country House se imenuje hotel, kjer smo preživeli 3 dni. Kakih 8 kilometrov smo iz Sirakuze, odmaknjeni od naselij in vrveža. Le nekaj 100 metrov proč je nasad papirusa, za katerega je veliko zanimanja med turisti. Ta hotel ima muzej na prostem, ima pa tudi muzejsko stavbo, kjer hranijo dragocenejše eksponate iz lokalne zgodovine. Hotelske stavbe obkroža prekrasen sredozemski vrt, v katerem so v ogradi domače živali. V posamezni hiši so 3 do 4 sobe in ker so hiše pritlične, gostje radi sedijo kar tam, pred sobo. Še malo bolj proč pa so nasadi limon. Sadeži so za naše pojme zelo veliki, dišeči in živo rumeni. Oprema hotela je tradicionalna, sicilijanska, z obveznim prestižnim rustikalnim pohištvom. Hotelska restavracija je na prostem. Kaj pa, ko je dež? Tukaj ni dežja, je sledil odgovor, pa tudi streha daje zaščito pred soncem in dežjem. Mafia. We don't like that. I'm not Sicilian, but we don't like that. Because all Sicilian people, they have rural lifestyle roots. They were all farmers once, all. And chariots to show history. There are only 2 kinds of chariot, or with historical print, okay, or with religion symbols. Sicilian people are proud of themselves, of their history. In every big city in Sicily, Syracuse also, but also Palermo, Catania, the big cities, they have a theater of Pupi. What happens there? Christmas script don't only show the Holy Family, look, the Holy Family, but all the old profession, okay? Somebody is making horseshoes, you see the fisherman, somebody making bread. Yes, that's typical here. This is a small one, like at home, okay? Okay. Here you put in the dough, l'impasto. Here you put on a mold and then you turn around. It's a pasta machine. Yes. To je bil naš obisk Sicilije. Dežela je tako bogata z naravnimi lepotami in zgodovinskimi spomeniki, da bi lahko naredili še en tak film.
pa bi verjetno še vedno ostali dolžniki.